Dobrodošli na odru, glasbeni platformi, ki podpira kvalitetne glasbenike. Na našem odru se bodo zvrstili bendi, solisti ter drugi izvajalci in dokazali svojo glasbeno moč. Ampak naš oder ni samo prostor za nastopanje. Gostili bomo tudi legende, poznane glasbenike, ki bodo z nami brez filtrov delili svoje bogate glasbene izkušnje. Da, dragi moji, to je oder. In danes je z nami skupina Market Garden. Show me you're decent. I just wanna ride the tide. Have a little broken piece of my favorite teacup dry. Pour some sugar slowly, and you don't know what it means. It's so sweet. It's so sweet. I will cook you all some good. Tell me you're a part of nature, a part of childhood. Watch every step you take, every move you make feels so right. Lord, it feels so right, yeah. Every step you take, every move you make feels so right. Lord, it feels so right. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Why don't you hang me from your shoulder? Dobrodošli Market Garden, akustično, seattlesko, malo posebno, drugače. Mark, kaj vam predstavlja nastop na odru? Eno super zanimivo priložnost, no, vse smo se tudi tako zbrali v bistvu v tej zasedbi, ponovadi smo duo, kakšenkrat sem tudi solo, ko me vsi zapustijo. Tako da, ja, lepo, hvala za povabilo. Ampak Mark, danes ne bomo sami, ne, na našem odru. Jaz vabim
da bo z nama poklepetala in uživala v dobri glasbi. Super glasbenica in pa tudi tekstopiska in avtorica melodij, ne, tako svojih kot tudi drugih tujih za druge glasbenike in svoj band Bombshell. To je Petra Zore. Pozdravljena, Petra. Pozdravljena, Kaja. Moram reči, da v tem stolu se pa počutim res kot grofica. In tako tudi izgledaš. Ja, hvala lepa. Odlično izgledaš. Moderna grofica, evo. Ja, tako super stil. To mi je Ja, zelo všeč. hvala. Danes sva se kar takole mal zlile v celotni ujele. stil. Ja, ujele, tako. Drugače, posebno, avtentično. Ja. Petra, če bi Kurt Cobain bil zdaj v Kopru, Ja. jaz mislim, da bi to nekako takole zvenelo. So pridih Seattla, Market Garden. Kako si ti Sigurno. doživljala njihov prvi nastop? Še zdaj imam melodijo vašo noter. Tan, tan, daran, tan, tan, tan. Basist. Tan, tan, daran. Jaz sem takoj zagruvala noter, no, in to me je takoj potegnilo. No. Na prvo žogo top. In če te to nekaj potegne noter, saj pri muski je tako, ali te nekaj privleče noter ali pa ne. Tako da ste me pritegnili. Odlično. Evo, naju ste pritegnili, zelo. Sva pripravljeni na drugo pesem. Pripravljeni zelo. Tako, zdaj pa poslušava Market Garden. Izvolite, fantje in dekleta. Hvala. I used to take the time to find out what was wrong. Now I just keep on passing by, and all the pressure keeps on riding away. Times have changed for me, I love these busy days. And yes, I'm here to lay, here to lay. You've got your health and wealth, so take it easy. Say you don't need anymore. Spoiled since this world has spun around you. Yeah, you've been fed by golden spoons. Yeah, throw your feet upon the table and hide the truth from your own buzz. It's a fight so bright inside you, yeah. Make you think this life's a loss. As I'm sleeping, your life is a must for you. Nobody, no one, nothing and none can run my reckless days. Nobody, no one, nothing and none, headed for the sun, headed for the sun, yeah. Make and break the love beside you, yeah. I found out to ignore. Take a risk, it's good for circulation, yeah. Cause your brain looks like it's sore, yeah. 'Cause I can bring you universal seasoning, yeah. Before you try to hit the bed. I've waited so long to get it easy. The time is now, but time is dead. I was asleep and your life is a must for you. Nobody, no one, nothing and none can run my reckless days. Nobody, no
never take the time to find out what was wrong. Now I just keep on passing by, and all the pressure keeps on riding away. Times have changed for me, I love these busy days, and yes, I'm here to lay. Nobody, no one, nothing and none can run my reckless days. Nobody, no one, nothing and none, headed for the sun. Nobody, no one, nothing and none can run my reckless days. Yeah, nobody, no one, nothing and none, headed for the sun. Yeah, oh, headed for the sun. Tako, pam, bravo, ritmu. Petra. Ja. Super energija, čista, surova glasba, Market Garden, super ste. Kako pa ti doživljaš, kaj ti doživljaš, Petra, ko poslušaš tak bend? V bistvu najprej itak pogledamo, a ne, z očmi. Zdaj vidim, da eni so noter padli, pa so imeli zaprte oči, to mi je bilo tudi ful všeč, to pomeni, da padeš noter v musko. Pa tudi jaz zaprem oči in pri meni so že delale rokce, nokce, tako da pri meni so že zmagale. Sva že noter Obe, vstopile v ritem. Pri naslednjem komadu bom že z njimi tam gor. To čakamo, No, evo, da to, se ja. dvignemo, tudi če je Tako. akustika, ne? Vidi Tako. se, čuti se energija. Ja, res, ne? res je. Super so. Mark, glavni pevec tega benda tvojega, ne? Market Garden, jaz te vabim na pogovor. Ker zdaj pa ne bo Na zaslišanje ga morava vzeti, a veš, ne? Predaleč si, pridi bližje iz enega dela odra k nam, usedi se na stol. Pa te bom kar vmes že vprašala, Mark. Ja, tako, evo. Tako, ja, evo. Vi ste zelo poznani na lokalni sceni, ne? Kako bi pa ti opisal vaš slog, tvoj način izvedbe pesmi tvoje? Prvo, ne vem, če smo toliko znani tam pri nas, se trudimo, delamo na temu. Kar se tiče izvedbe in sloga, je pa ta nek pristen, naravni pristop, malo bolj tako folkiš, poslušamo vsi dosti, kako bi rekel, ja, dosti folka, etno, pač vseh zvrsti poslušamo dosti. Ta komad, ki je bil zdaj, je bil malo bolj funky, tako eksperimentiramo tudi z različnimi žanrami znotraj tega spektra. To, da je akustično, ne pomeni, da se zdaj rabimo omejiti, da rabi biti vse pod eno isto sfero, ne. V tem projektu smo dokaj eksperimentalni, se mi zdi. Že samo to, ko probam, ko povabim različne ljudi v kolaboracijo, se mi zdi, da vsak doda nek svoj zvok, vsak posluša nekaj drugačnega, vsak ima tudi glasbene izkušnje, ful drugačne in se mi zdi, da tako obarvamo cel spekter. Tako da v bistvu večina teh stvari se zgodi po pomoti. Po pomoti, to je zelo dobro, ne? Kar pač probavamo. Super, vi probavate, ja, odlično, to je vaša scena, vaš stil. Kako ti gledaš na to? Bombshellovci, ne ste pa zelo dodelani, ne? Vi pa veste, kje ne more kaj stati. Ja, kaj, če veš, kako bi ti rekla, nismo spet toliko dodelani, se tako strinjamo v bistvu z Markom, a ne. Pri nas smo tudi v bendu iz različnih žanrov, a ne. Tudi pri nas mi je všeč, da nismo omejeni, zdaj bomo pa samo rock igrali, samo pop. Če kakšen komad bolj regi zveni, bolj zveni regi. Pač daš komadu prednost, da ne zveni v svoji najboljši luči. In si upaš iti tudi iz cone udobja. To mi je najbolj všeč. Take stvari rada počnem, da grem iz cone udobja, da vidim, kje so moje meje, pa kdaj vidiš, saj to pa gre, pa tudi to gre, a ne, tako da ni problemit. Hvala, Petra. Mark, vi ste pa bolj v tej svoji surovi, ne? Bom rekla v tem balončku svojem. A imaš rad Nirvano, poslušaš ta stil? Ker jaz vas pa tako doživljam. Tebe, ne? Mislim, da na to ne rabim odgovoriti. To želim, to. Ne, Sem pa za nalašč vzel majico od Soundgardenov, ne od Nirvane danes. In zdaj, ne, Soundgarden, to smo se ravno prej pogovarjali z Petro, dej vpraši, ne, odkot ime Market Garden, je to kakšna povezava? V bistvu asociacije je dosti, pač moje ime je Mark Godina, že to je bil nek wordplay na to. Drugače pa Market Garden je ena operacija z druge svetovne vojne, ki je bila neuspešna
in v bistvu s tem predstavljamo nek koncept neuspešnih bitk v življenju. Kar malo zgodovinsko ti to nazaj, ne, to povežeš vse. Nostalgija. Kako pa tudi besedila tvojih komadov, kako gledajo na katere teme, kako ti ustvarjaš svojo glasbo? Kar se tiče ustvarjanja, je vedno, vsi komadi so nastali iz neke potrebe po izražanju, nikoli ni bilo, ki zdaj bom napisal komad. Mogoče prvič, ko sem se lotil pisati sam, je bil nek challenge, ok, zdaj bom jaz sam napisal komad. Že prej sem igral v enem bendu, s katerimi smo še dan danes aktivni, Freedom House. To je bila moja prva neka glasbena kolaboracija in izkušnja, kjer smo skupaj pisali komade, sem se dosti naučil. In je bil en od mojih ciljev pač, da bi jaz napisal sam en svoj komad in sem si zadal ta challenge in nekako je ratalo narediti en komad, ki bo na prihajajoči plati, oziroma EP-ju, ki upam, da nam ga rata letos maja speljati. Je pa potem večina komadov, jaz sem imel dosti besedil, se je kopičilo tega materiala zaradi različnih življenjskih situacij, odraščanje, najstništvo, dvajsetništvo itd. In je prišlo eno za drugim in iz neke krize so ratali vsi te komadi, tako da so dosti impulzivno nastajali. Uporniški. Ma niti ne uporniški, bolj kot nek pobeg samo od sebe, ki nisem vedel, kam se dati, kaj sploh hočem od življenja, kaj življenje hoče od mene. Zanima me, kako pa zmiksaš ta stil, kako ti je pomembno tudi izgled. Vsi ste posebni, drugačni, ne? To je vaš pridih, ta stil, ne? Akustični, folk, grunge, rock. A lahko tudi izgled, me zdaj zanima tvoj pogled, je enako, pusti podoben pečat na odru kot besedilo in melodija. Kaj meniš? Ja, to sigurno. Vse skupaj je show, performance, ne, se najde in pač stilsko, pol tudi s kakšnimi propi in to, ma nismo še tam, ampak tako, dajmo reči, da kar se tiče tega stila, mi je pa vedno bila všeč pač ta estetika 90-ih, v filmih, v glasbi, v vsemu. To je nek moj pridih. Zdaj, glede ostalih, ima vsak svojo zgodbo, ampak ja, pri meni je to nekako, ko sem to odkril, je to nekako ostalo pri meni in sem šel v to smer. Torej, ti, Mark, je pomemben izgled, ne? Je pomembna zgodba, paket. To in redno obiskovanje second hand shopov. Tako, torej patchwork varianta, jeans in to, ne? Vse je malo... Obvezno flanelasta srajca, ne grem skoraj nikamor brez tega več. No, super. Kaj pa Petri? Kaj pa naši Petri to pomeni, ne? Stil, izražanje? Pa v bistvu jaz se že tako rada oblačam, ne vem, malo bolj odštekano, malo bolj posebno, tako da to mi sploh ni bil noben tak izziv. Pa tudi, ko prijem v trgovine, mi je najlažje, ker sam gledam, kje so kakšne odštekane stvari, ne? Tako da kar spustim tiste basic barve. Ampak ja, no, ko se greš enkrat profesionalno glasbo, mora biti res cel paket, no? Ker ljudje smo vizualna bitja, ne? In na žalost je čedalje več poudarka, bolj kot na kvalitetni glasbi dan danes, bolj na zunanji podobi in tako. Tako da ja, pri nas je vedno pač vse dodelano, premišljeno od A do Ž, ko se gremo kakšne nastope takšne in drugačne. No. Tako da sigurno gledamo tudi na to, ne, na stilsko podobo. Ampak si lahko pa tudi prvoščen, da prijem v trenerki. V trenerki, ki ti zelo paše, kar pač normalno, ja, jo znaš tudi ti skombinirati. Važno, da jo kombiniraš. Tako je, danes smo vsi malo posebni, ne, danes smo malo vojaški, malo smo alternativci, malo smo, ne, ta varianta, trenerka stil, tako, to je to. To je grunge, to je posebnost. Tako. Ti je pomembna vsebina ali izgled? Najprej vsebina, potem pa stil, definitivno. Torej, tudi če ne bi bilo tega, bi bila zadovoljna, če je tisto prvinsko vsebina na odru. Mene to pretegne. Kvaliteta. Definitivno, ja, definitivno. Mark, kaj tebi pomeni? Mislim, glasba je definitivno, jo poslušaš in je to najbolj pomembna stvar. Tako da, kar se tiče estetike, je to samo neka stvar, ki potem pride zraven. Super. Ti si učiteljica, ne? Bila. Ja. Koliko dolgo si delala? 9 let. 9 let. 9 let, ja. Kaj za Boga
se Kaj mi je bilo, odločiš, da sem se odločila? da si se odločila, da greš iz tega, ne, učiteljica tega dela, ne, Tako. in zdaj popolnoma v glasbo. Ja, pa pol pa neki Petra more biti, da je pa to tip top, da si samo v glasbi. Ja, res je. Ja. Kakšen klic mora to biti, ne? Ja, tak življenjski klic, ko ti že telo fizično pove in notranje duševno zdravje, da tako pač ne gre naprej. Res si nisem zbrala dveh najlažjih energetskih poklicev in ni šlo enostavno več. Tudi učitelj, to moraš biti oseba in pol, da to shendlaš, a ne potem pa zraven. Pa je treba priti domov, pa treba biti ustvarjalen, kreativen, a ne za kreativnost pa rabiš malo miru, malo tišine in tega. Tako da, ko tam svojo energijo porabiš, je ni bilo za glasbo. Glasba je pa moje srce, tako da sem se mogla res na eni točki odločiti. Se posvetiti enemu poklicu, a ne. Ampak moram pa poudariti res na tej točki, da ja, ko začneš z avtorsko glasbo in ko si mlad bend, a ne, si ne moreš kar takoj prvoščiti, da se boš samo s tem ukvarjal, ne. Nažalost moramo današnji glasbeniki imeti zraven še službo ali dve, a ne, tako če po domače Ampak dobro, povem. ti imaš samo glasbo, si zdaj rekla, ne? Trenutno samo Ti si zdaj glasbo, tako. 100% samo v glasbi. Tako. Pa kaj meniš, lahko živiš v Sloveniji od glasbe? Zdaj, no, boste videli zunaj moj avto, ni Mercedes ali pa BMW, a ne, ampak je težko, ampak se da. Tako. Torej, žrtvovati se moraš biti na vseh koncih. Kaj delaš? Kaj točno delaš, poleg nastopov in tega? Ja. Dobro, pišeš pesmi, se pravi, to je to. Tako, ja, pišem pesmi za nas in za druge, potem tudi zelo bom v kratkem začela z poučevanjem solopetja, potem so tukaj nastopi in kakšni 100% projekti v glasbi. pridejo, še kakšni drugi televizijski, a ne. Tako da meni je zdaj luštanja. Super. Ampak tako, kot si rekla, ja, je žrtvovanje. V prvi meri moraš imeti pa to tokrat, ker če nimaš od tega, pozabi. Ja. Tako da moraš imeti res 150% rad glasbo. Super, Petra, zelo dobro. Mark, ko se pogovarjamo takole, ne, o nastopanju, o tvojih komadih, zdaj ste odšpilali dejansko tvoja dva avtorska komada. Ne? Kako pa ti želiš, da te mi kot poslušalci vidimo? Kaj želiš ti s svojim bendom in svojo glasbo nam dati in kako želiš, da te mi sprejmemo? To je ful težko povedati, zato ker pišem res tako samo izpovedno in bolj kot nek beg pred samim sabo. Mi je definitivno všeč tak koncept nastopa, koncept sodelovanja z različnimi glasbeniki in pač samo feel at the groove nekako. Se mi zdi, da je to en velik del glasbe, da se začuti pri samem sebi in se potem deli ta občutek tudi dalje. Pa se vidiš čez nekaj let, da boš samo v glasbi? Kakšna je tvoja vizija? Se vidim. Prej, ki ste odprli to debato glede preživljanja z glasbo v Sloveniji, sem tudi jaz definitivno tega mnenja, da to se da. S tem, da ne vem, če je vse v temu, da se samo nastopa in piše komade. Je še dosti drugih različnih podzvrsti, ki se navezujejo na glasbo, s katerimi se lahko ukvarjaš, da je potem, da temu lahko rečeš, da se preživljaš z glasbo. So pač različne dejavnosti, lahko si, kot je rekla, da učiš solo petje, imaš kakšne inštrukcije, pol ne vem, si lahko tonski mojster, lahko se še s čim ukvarjaš in tako. In s čim se ti ukvarjaš? Jaz delam trenutno v gostinstvu. Dobro. In se trudim v In glasbi. poslušaš takole, ne? Kaj si mi omenil, da veliko poslušaš druge bende, ne? Tudi ti nekaj organiziraš, oziroma te koncerte, zabave, ne? Si povezan neposredno, ja? Mislim, večkrat sem sodeloval pač tam v Kopru z klubom študentov občine Koper in z centrom mladih Koper, tam kjer delam, z Šankom. Torej se trudiš delati na večjih področjih v glasbi, to je zelo super. Oba dva sta avtorja, eno vprašanje imam. A se lažje napiše besedilo ali se lažje napiše melodija oziroma riff? Mark, pa upa Petra povedala. To je ful odvisno, zato ko se prej pravo, pri meni je vse impulzivno, pač pride ali eno z drugim. Jaz imam pa res ogromno količino besedil, ki jo potem skombiniram, ko šaltam po posnetkih, po audioposnetkih na telefonu. Probam nekako najti nekaj, da paše skupaj. Ali pač je ful stvari, vse pri meni, so že narejene nekje in samo jih treba sestaviti. Imam nek riff ali pa dva, ki so že nekje, na katere dostikrat lahko tudi da pozabim. In imam neko besedilo ali pa 16, na katere tudi pozabim in potem, ko pride do tega, da
se spomnim na eno od teh dveh, bi probam skombinirati nekaj. Super, Mark, kaj pa Petra? Jaz pa kontra od Marka. Jaz imam pa večjo količino melodij, tekst mi je pa, mislim, če dalje teže me je napisati, ker z bendom imamo od zunaj, po moje, sej Bobnar Brane je danes v zakulisju, po moje, da smo izdali že ene 28 komadov, no, in tako da pol pa se dobro. poskusiš, da se ne ponavljaš, a ne, in da kakšne rime, da niso več iste. In je malo težje, ne, vsakič je izziv, ne, zdaj pa ta besedil mora biti pa boljši kot prejšnja, ne. Tako da, lahko Marka tudi jaz nekaj vprašam. Le, lahko ga vprašaš preko mene. Ne, Vprašaj ga. Dobro. Izvoli, Petra, vprašaj. Ne, opazila sem, da so besedila v angleščini. A si kdaj poskusil kakšno v slovenščini napisati? Ali zgolj, ko si že začel, prvi tekst je bil angleščina? Jaz sem furat gledal Cartoon Network. Jaz tudi. Ok, tukaj smo. In v bistvu, vsaj jaz na mojo glasbo gledam tako, kot da sem zaprt v nekem tem svetu, še zmeram kot mali, da Tako. je pač to nek moj happy place. Okay. Glede tega in zato pač rad pišem v angleščini, sem že od malega bil obdan z angleščino in mi je nekako lažje. Sem probal v slovenščini, imam nekaj tekstov tudi v slovenščini, samo nikakor ne pridejo na površje, da bi sedli z nekim tem moodom, ki ga hočem doseči tle. Sem se že večkrat z ljudmi pogovarjal o tem, ki so si v Sloveniji, slovenski trg in to, ampak je, ne vem, se nekako še ne najdem v tem. Nikoli pač nočem tako vrš puške v koruzo, ampak je možnost, da ko me bo primlo, če me bo primlo, ko me bo primlo, da bom probal to iti. Da pridejo iz predala tudi Da pride slovenski tudi to. komadi. Ja. Zanimivo. Kaj pa tehnologija, vpletanje tehnologije in računalniških pristopov v vašo glasbo? Kako pa na to gledate? Meni gre nasplošno na živce, da se tehnologija tako hitro razvija. Jaz imam sebe, no, še za mlado dekle, a ne, in kaj jaz razmišljam analogno. Jaz sem začela muziko poslušati, pač sem imela kaseto, si jo obrnil okrog in to je to. Potem sem imela Discmana, a veste, kaj je Discman? Generacija, ki sem ga sabo nosila pa slušalke, ne, in to, kar se muzika tako hitro razvija, ne, zdaj tudi bendi, ki dajemo ven album, ne, CD je bolj tako, ne, za dnevno sobo pa kot za nekaj pokazati se, ne, kam ga pa dati, ne, zdaj tudi vse je na internetu, ne, tako, zdaj vse že. je na internetu in če mene vprašaš, mi gre vse prehitro, no, tako da zdaj mi je všeč, v redu so vinilke in tako da zdaj ne vem, čakam, da bojo CD-ji spet in pa kasete. Iz katere dobe smo, ne? Joj, Petra? daj nehaj, Kaja. CD, kasete, si znala kaseto prav nazaj prevrteti. seveda, je si prišel vzel na tretji svinčnik, pa komad, je šel. četrti, opa, bravo, To je to. Si ti vrtel mogoče kasete nazaj, ne, ti si druga doba. Zdaj sem jih nekaj vmes, smo imeli tudi kasete in sem pa full fan CD-jev, imam doma vsaj 2 CD-playerja in imam imunni prenosni Walkman CD-player. Torej si analogni človek tudi ti, ne, Ja, glasbeni. nisem lih največji fan Spotify-jev in teh stvari. Razen pol za šanko, ko imam YouTube Music in sem lahko zbirčen, to je super. Ampak pol, kar se tiče doma, pa imam en lep collection, ki ga nadgrajujem tedensko. In A bi si upal grunge povezati z elektroniko? Čistko. kaj pa vem, žanra na koncu je samo nek attitude, vsaj pri meni se tako zdi. A misliš, da če bi iz 90-ih let glasbeniki Nirvana, se pravi, oni, ki so bili itak velike zvezde, upletli svojo tehnologijo, pač v svoje komade tehnologijo danes, v tem času, bi bili glasbeno širši bend, bolj zanimiv? Mislim, se ne vem, že v 90-ih je bilo dosti elektronske glasbe. Ja, pa ne vem, če so ravno oni to, ne, mešali med sabo. To je bil kar čisti surov zvok, ne, pri Nirvani, ne. Pri bendu kot so Nirvana, ok, je bila čisto druga sfera, kar se tiče na splošno muzike. Ja, tako. To je bilo to, glede Prodigyja bi lahko Lija kaj povedala, ki je full fanatik. Aha, evo naša vokalistka, dobro. Ona bo dobila malo kasneje, ne, tudi mikrofon in priložnost, da tudi kaj pove, ja. Se pravi, kaj, meniš, da raje ostaneš pri surovem analognem stilu, to je Market Garden. Kar se tiče tega projekta, še zmeraj sem pripravljen inkorporirati različne stvari notri, ampak ta surovost je nekako zdaj nek koncept, tako da je super, tle, ker smo, itak probamo nadgrajevati konstantno projekt z različnimi kolaboracijami in vsakič komadi zvenijo drugače, no, tako da tudi danes smo prvič v tej zasedbi. Tako, no. Super. Evo, nazaj k tvoji zasedbi. Hvala. Na oder, povabim te, evo, na oder, da
nadaljujete z naslednjim komadom. Market Garden, dragi gledalci. Petra, uživale bomo v akustiki. Jaz sem pripravljena, kaj. Gremo naprej. Had a dream that I did not put you down, but true life is more than fantasy. Woke to the sound of construction every day. Hang the rope, don't cut me down, I believe. Look at the heavens, but don't take a picture. Stranger things are about to come. Hey, broken wonder, will you ever find someone who'll make you love this world forevermore? Yeah. Little girl, don't you take these things too hard. No, no, settle down, this just began to fall apart. Big grenade just exploded 'cause of me. I can't rid myself of hatred in this man-made mystery. Yeah. Stepped out of line 'cause I didn't give a damn. Left like a dog to chew my bone once more again. Still broken pieces of glass beneath the ocean. You ramble down the stumbling lines, I believe. Hey, broken wonder, will you ever find someone who'll make you love this world forevermore? Oh, yeah. Little girl, don't you take these things too hard. No, no, settle down, this just began to fall apart. Big grenade just exploded 'cause of me. I can't rid myself of hatred in this man-made misery. Yeah. Things are piling up and I can barely see. The way I am is like bearing the crown. 'Cause I've been told so many times the situation's bad. Woo! Yes, in my head. Had a dream that I didn't put you down. 'Cause I said that this true life's more than fantasy and sleep. Woke to the sound of construction every day. Hang around, don't cut me down, 'cause I believe, yeah. Stepped out of line 'cause I didn't give a damn. 'Cause I said, no, no, you're in my heart once again. Still broken pieces, still broken pieces. You ramble down the stumbling lines, 'cause I believe, oh yeah. Bravo. Top. Zdaj smo pa lahko slišali še malo back vokale, ne, malo bolj glasno, ne. violinski razločno, solo, pa ki je bil violinski meni solo. top. In zdaj je pravi čas, Petra, da Mark kar mal nam predstavi tele svoje, ne, člane benda Market Garden. Definitivno. Alright, na moji levi Lija Lovič, s katero sodelujemo že nekaj časa. Vokalistka, back vokalistka, fenomenalna back vokalistka. Poje rada harmonije tudi z samo postreženo blagajno v Mercatorju.
Na moji desni je Mazuka, fantastična pevka, s katero smo sodelovali že večkrat. In ona v bistvu tudi na ta novi plati, na točno tem komadu, ki smo ga zdaj igrali. Tako da Liza Šobot na violini, fantastična violinistka, super aranžmaje Smo se slišali, ne, dober paše. Super aranžmaje smo se spravili narediti, glede na to, da ti si klasično trenirana, ne? Ja, in glede na to, da sem jaz kar amaterski glasbenik, nam je ratalo kar zanimivo aranžmaje spraviti skupaj. In pa Kristjan Župan na basu, z njim pa igramo še v Freedom House, on je pa eden izmed najboljših basistov v mojem skromnem mnenju. Tako da. In en mojih najboljših prijateljev že preveč časa. še iz osnovne, Ja. dolgo se že poznata, to je fino, super, potem lahko tudi kole skupaj ustvarjata, to je lepo slišati. Ne, si dejansko ti hibrid, ne, ti je všeč to malo povezovanje, ne, klasična violinistka v tej zasedbi, v tej glasbi zelo dobro paše, ne, Petra. Zdaj smo Ja. slišali, ne, človek je bi bilo kar prav tako, refreshing, ploskal, ja. ne, Ja, ja. malo v vibu bil noter, kar malo pokomentiri, kaj ti meniš? Pa v bistvu tako, ko jih poslušaš, a ne tako, ko sem nekaj malo zapreš oči, si ne predstavljaš, da bo pa zdaj violina noter mogoče uletela in se mi zdi, da je šlo fenomenalno vse skupaj noter. Kar malo nepričakovano, ne? Nepričakovano, ampak zelo dobro. Super. Zdaj pa ne, malo prej smo rekli, da vokalistka, ne, veliko tudi ve o hibridni glasbi, Prodigy in te variante, ne, ki si prej rekel. Ona bi pa lahko kaj več povedala, Lija, ne. Tako, Lija, še ti povej, združevanje, povezovanje stilov. Kako pa ti gledaš na to? Mislim, se mi zdi ful brez veze se omejevati na stili, tako kot je že on povedal. In tudi s prejšnjimi bendi smo to počeli, ker je najbolj naravna stvar, pač, da delaš to, kar slišiš v glavi, da pol narediš pač tako, kot je, tako, kot mora biti, ne zdaj, mi smo pa hip-hop, zdaj bomo se oblačili tako in to je vse, kar bomo delali, ne, pač ful, nima smisla. No. Torej, si za to, da združujete različne stile, se povezujete z različnimi glasbeniki. Nam bo še samo Lija, prosim, povedala, ker tudi mene zanima, na kaj točno igraš danes. Džembe, afriško tokalo, ful je lepa, malo težka, ampak dovolj majhna, da jo lahko nesem na avtobus, v avtu, ni panike. Aha, dobro, lahko mečken še nam kakšen ritem. Vidiš, To! priročno glasbilo. Priročno glasbilo, ki se je danes znašlo tudi na naši platformi na odru. Ampak gremo mi naprej. Tako, četrti komad, Če ne? smo zagnali, gremo naprej. Tako da, dragi gledalci, nadaljujemo z naslednjim komadom zasedbe Market Garden. Ja, kaj se je pa zdaj z lučjo zgodilo? Kaj pa je zdaj to? Ful vibe. Ja. Ok, dobro. Gremo naprej. Gremo naprej. Torej, dragi gledalci, Market Garden in njihova naslednja pesem. Izvolite. I got up falling down and slowly lost my bones, then tumbled now. Crushed like my friends and foes who standing down. Then wipe the cream off, drop bad dreams without a sense of what can make you scream and shout. Living's what this life is all about. I don't know nothing, won't you tell me how to put my head outside this casket where I sleep. Raise the sand that makes me sink and now so deep. Wanna know just how this end is gonna be.
throw the day away in advance. Neglects me fully, but I took a chance. 'Cause I don't have pockets, 'cause I've lost my pants due to meaningless conditions that will probably lead me to drown to my death. Lead me to drown to my death. Yeah. 'Cause I want to put my head outside this casket where I sleep. Raise the sand that makes me sink and not so deep. Want to know just how this end is gonna be. Was invited but they won't let me be. No, won't let me be. No. Don't throw your life away, 'cause I'm here doing it again. Don't throw your life away, 'cause I'm here doing it again. Don't throw your life away, 'cause I'm here doing it again. Don't throw your life away, 'cause I'm here doing it again. Yeah, doing it again. Yeah, I could have fallen down and slowly lost my bones, then tumbled down. Crushed like my friends and foes who stand and doubt. They're at the cream of drop their dreams without the sense of what can make you scream and shout. Living's what this life is all about. I don't know nothing, won't you tell me how to put my head outside this casket where I sleep. Raise the sand that makes me sink and not so deep. Want to know just how this end is gonna be. Was invited but they won't let me be. No. Don't throw your life away, 'cause I'm here doing it again. Don't throw your life away, 'cause I'm here doing it again. Še en aplavz v nizu, Petra. Definitivno. Kako se ti je pa tole zdelo? Meni fantastično, no? Ko so rekli, da, Mark, da nastopate bolj v duetu, a ne? Da ste prvič v bistvu sploh v taki zasedbi tukaj. Ste tako v bistvu igrani, da res igrate že najmanj 5 let skupaj. No? Tak občutek sem jaz dobila. A ne? Enako, ja, točno tako. Mark, mogoče še malo o viziji glasbeni. Kje ti sebe vidiš? A je to tisto pravo, to prav grunge, folk, rock stil? Kje se vidiš mal v prihodnosti? Mogoče koliko komadov se še vidiš, da napišeš? Mal nam povej svojo vizijo, cilje glasbene. Pa kje te mogoče pa lahko kaj slišimo? A se samo po Kopru zadržujete? Bomo še kje druge slišali vas? Kar se tiče ciljev naprej, je izdati čim več materijala v različnih zasedbah, v različnih kolaboracijah. To je ena stvar, ki mi je najbolj všeč, pač ratajo te komadi, mi je lepo, da potem še kdo doda nek svoj touch zraven in se gre to potem tudi posnet, kot je isto zdaj tle na televiziji, neka priložnost, bila tudi za izkoristiti, da zazveni to v neki taki zasedbi. Zanimivo. No, Petra, zdaj vidiš, ne, bomo mogli iti v Koper, ne?
na Ja, Sončka, pa v Piran. pa v Piran, Kaj češ lepšega? pa poslušati Market Garden, Ja. uživati, čilati. Pa primorski na glas. Ja, super, ne? Ja. Je, ta zdaj Jaz bo že sem počasi zadovoljna. toplo, ne? To Že bo prej, ko fajn. smo se predstavili, sem rekla, jaz bi jo sem poslušala. Ker so rekli, mi smo skopra. Mi smo skopre, tako. Ja. Petra, kaj pa vaši cilji? Kje pa se vidite vi z Bombshell? Zdaj je 10. obletnica. Tako, mi smo imeli lansko leto 10 let in letos se spodobi, da praznujemo v stilu. Tako da zdaj zaključujemo tretji album, je praktično že skoraj končan in jeseni planiramo nekaj večjega narediti. No. Nimamo še točno določenega datuma, ampak sigurno se bo praznovalo tako, kot se spodobi za 10 let. In prav je, da si grejo tudi oboževalci vaši in poslušalci pogledati na vašo spletno stran. Ne? Vsa omrežja imamo spletno stran, tako da ne morete nas zgrešiti. Dragi gledalci, Bombshell, Instagram, Facebook, enako tako Market Garden, ne? Enako tako platforma Oder, ker tukaj je naše stičišče, tukaj se najdemo na našem odru in prav je tako. Ker morate nekaj vedeti, ne, dragi gledalci, nam ni pomemben glasbeni slog, podpiramo izključno kvalitetno glasbo in kvalitetne izvajalce. In danes je to tudi Market Garden. In danes je to tudi Petra Zore in Bombshell. Ne? In avtentičnost. Ne? Imam še eno vprašanje glede avtentičnosti, ker to mi je zdaj prišlo na pamet. Kaj bi ti mladim bendom ali pa izvajalcem sporočil, tisti, ki si želijo biti avtentični, drugačni? Kakšno sporočilo imaš? Več ko vadiš, več stvari ti gre na živce in potem začneš samo svoje stvari vaditi. In tako pride nek izraz, vsaj pri meni. In se na koncu zaključi krog, ne? Nekako, ja, se potem sklene nek krog. Ali pa je samo pride od neke tipo inkompetence vaditi stvari tako, kot bi morale biti in potem pogruntaš nekaj po svoje in tako gre dalje. Super. Jaz vas moram pohvaliti še enkrat, izjemni ste. Ne, Petra, super so, vibe je ta prav, kot da smo res v Kopru, primorski Seattle, tukaj ne, mi dve uživava, mal nam je vroče od luči, ampak to spada vse zraven. To je sonce, ne? ja, tako. In mi smo danes uživali v vaši glasbi, kar je najbolj pomembno, avtentičnosti, drugačnosti. To želimo pokazati na našem odru. In ja, hvala vam, hvala, ker ste prišli. Hvala, Mark, ker si pripeljal odlično zasedbo. Hvala vam za povabilo. Mi smo se imeli prav fino. Hvala tudi tebi, Petra. Hvala tebi, Kaja, in celotni ekipi. Ste kar fajn. In mi vam želimo še veliko glasbenih uspehov, nove glasbe, novih videospotov, izjemnega izgleda. Hvala, ker si bila danes gostja. Hvala tebi, Kaja, za vabilo. Res je prav fajn v tem stolu. Uživali sva. Ampak to ni najno zadnje, ne, takole gostovanje, da se bova družile. Mi se bomo še družile, bo še prišla kaj k nam, ne? Sigurno. Tako, na naš oder. Hvala Market Garden, hvala fantje, dekleta, super ste, odlično, jaz sem danes uživala, tako kot Petra, verjamem, da tudi naši gledalci, dragi gledalci. Zdaj pa še zadnja glasbena točka, suvereno, drugače, avtentično, zanimivo. Market Garden. Izvolite. Half your health, left your other half, but one when you're awake. Nothing makes you laugh. Evil has its bright side, but darkness has a light. Every once in a while, the sky mislaid its lay, made and a wave can flood your house. If it tries and tries again. Knock me from this world, 'cause it's getting too depressed. Pull me from this
turns me wide awake. While there's something bad trying to sell away your fate, and it sticks to your back. It tries and tries again. Gotta pump up the blood and keep moving on. Gotta pump up the air to keep breathing. Gotta pump up the blood. Gotta pump it up, yes, oh yeah, boy. What's it all about? The fear of the sun in the air. Hope the breeze comes out with pleasant ways to decay. Your life could be cut short if you trap away your blood. 'Cause the air you breathe and snort has made you feel so numb, and it sticks to your back. It tries and tries again. Gotta pump up the blood to keep moving on. Gotta pump up the air to keep breathing. Gotta pump up the blood to keep moving on. Gotta pump up the air to keep breathing. Gotta pump up the blood. Gotta pump it up, yes, oh yeah, boy. Sometimes I get surprised at the way that life treats me. Now and then I get so stoned at the way that madness meets me. Where of all the lies that could have been told? Try cleaning dirt out of my eyes. Oh no. Gotta pump up the blood, keep moving on. Gotta pump up the air, keep breathing. Gotta pump up the blood, keep moving on. Gotta pump up the air, keep breathing. Gotta pump